pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, kjer bomo predstavili, kako ministrstvo ureja stvari v zvezi s vključevanjem priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja. Lahko rečemo, da je slovenski izobraževalni sistem pripravljen na vključevanje otrok prosilcev z mednarodno zaščito in otrok beguncev. O vsem tem bodo danes govorili najprej gospa ministrica dr. Maja Makovec-Grenčič, poleg nje je dr. Stanka Lunder-Verlič iz kabineta ministrice, ki se ukvarja s problematiko migrantov in beguncev. Veseli pa nas, da lahko v naši družbi pozdravimo tudi dva ravnatelja, ki pa že imata izkušnje z vključevanjem otrok priseljencev. To sta gospod Anton Baloh, ravnatelj osnovne šole Koper, in pa gospod Goran Popovič, ravnatelj osnovne šole Livada. Uvodoma predajam besedo gospe ministrici. Najlepša hvala in vsem prijazen pozdrav. Najprej povem, zakaj smo se odločili, da pripravimo to tematsko konferenco in predstavitev. Veliko vprašanj prihaja na ministrstvo, tako strani šol, tako strani staršev, kot seveda širše javnosti. Kaj pravzaprav v šolah, kako v šolah z priseljenci oziroma z otroci in mladostniki brez spremstva, ki prihajajo v imigrantskem oziroma begunskem. Zato smo tudi pripravili posebno podstran ministrstva, ki bi jo želeli danes predstaviti. Ta spletna stran se bo seveda aktualno še dopolnjevala, glede na dopolnilne informacije potrebne za pojasnitev, hkrati pa seveda tudi aktualizirala glede na to, kako bodo še v nadaljevanju potekali seveda tako migrantski tokovi, kot seveda tisti del in tista področja, ki so neposredno v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Naj tudi poudarim v izhodišču, da danes predstavljamo tisti del pristojnosti, ki v resnici v naši domeni. Deluje pa širša koordinacijska skupina, seveda na čelu z Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za delo in enake možnosti, ter seveda našim ministrstvom z namenom, da potem celoten postopek od prvega trenutka prestopa meje do seveda vključevanja v vzgojno-izobraževalni sistem delujejo. Danes pa, kot rečeno, o področju in pristojnosti, za katerega smo odgovorni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kar se tiče vključevanja. Vključevanje priseljencev, govorimo o izrazu priseljenci na spletni strani, pa zato, ker smo imeli na ministrstvu in sicer v šolah že vrsto projektov, takoj seveda po osamosvojitvi Slovenije dalje, ki so govorili in seveda tudi vključevali aktivnosti, priprave in izvajanje različnih oblik sodelovanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, tako neposredno z vidika vključevanja otrok in mladostnikov, seveda tudi širše družin, kot tudi seveda tudi učenja medkulturnosti, odprtosti šolskega prostora in seveda tudi vseh aktivnosti povezanih z učenjem slovenskega jezika. Zato smo danes tukaj tudi z namenom, da predstavimo tako imenovani dvostopenjski model vključevanja, ki poteka z vidika prosilcev za mednarodno zaščito in otrok beguncev. No in ta model je tudi predstavljen na način, kot ga vidite na spletni strani. Gre za dvostopenjski model zato, ker je najprej tako imenovani uvajalni čas za otroke oziroma mladostnike, potem pa seveda neposredno vključevanje v šolski prostor. Spletno stran se boste lahko ogledali tudi neposredno, v tem trenutku samo ilustrativno prikazujemo njeno sestavo. Spletna stran se povezuje tudi s spletno stranjo Zavoda za šolstvo, ki je tudi aktivno vključen in s katerim seveda neposredno sodelujemo, seveda z namenom razvoja gradiv, predpriprav, podlag, tako za učitelje, kot seveda neposredno za otroke, mladostnike, pa ne bo tole delovalo, in seveda vseh drugih oblik, ki so potrebne za razumevanje tudi staršem, učiteljem, vodstvom šol in seveda širši javnosti. Morda še nekaj neposrednih vprašanj. Zagotovo veliko je zanimanja za to, kako, na kakšen način, in tukaj bomo tudi predali besedo ravnateljima, ki se jima tudi iskreno zahvaljujem za njuno sodelovanje in seveda tudi predstavljanje primerov dobrih praks.
Tisto, kar je morda tukaj še potrebno poudariti, je učenje slovenskega jezika in seveda to, da lahko nenehno, tudi kadarkoli bo potrebno, tudi si starši, otroci, sami, učitelji, stopate k odgovoru, k vprašanju, ki ste pripravili, kot najbolj tista splošna in tipična in seveda tudi ustreznim kontaktom, ki jih podarimo strani posameznih področij direktoratov znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in seveda tudi Zavoda za šolstvo. Jaz bi na ta način predstavila današnji okvir, verjamem, da bodo še vprašanja, vsebine pa, kot rečeno, dostopne že na tej spletni podstrani. Seveda pa smo v gospe povabili dva ravnatelja za to, da bi pogledali, kako vključevanje otrok priseljencev poteka v praksi. Pa če gremo najprej v Koper, bi prosila gospoda Baloha, da nam pove svoje izkušnje. Hvala. Osnovna šola Koper je relativno mlada šola. 10 let smo v tej instituciji in že kar 8 let nekako čutimo, da je na tem polju, ki ga danes tu izražamo, o katerem se pogovarjamo, potrebno še zlasti biti pozoren in kaj postoriti. Zato smo že v preteklosti se vključevali v te procese intenzivno najprej sami, ker smo čutili to potrebo. Namreč mi izhajamo iz večjezičnega, multikulturnega področja slovenske Istre, kjer se srečuje ta italijanski, hrvaški in slovenski jezik že od nekdaj in ta afiniteta do tega, da v svoji sredini poiščemo in najdemo te razlike in jih tudi gojimo v identiteti in tudi v skupnem sožitju, nam je dala nekih razmišljanj, da ti otroci priseljencev, ki so prihajali v Slovenijo, vendarle potrebujejo tudi neke pristope posebne in smo se zato najprej sami organizirali, potem pa smo dobili od ministrstva pred 5 leti možnost vstopiti v en projekt, ki smo ga tudi na osnovni šoli Koper vodili. To je bil projekt, ki je zajemal konzorcijsko 6 osnovnih šol slovenske Istre, ob teh 6 šolah pa še 20 drugih, ki so nekako obdelali in sodelovali v nekem podsistemu teh šol in smo začeli izdelovati nek model vključevanja otrok priseljencev v naš šolski sistem. Tukaj nas je ministrstvo zelo podpiralo in tudi budno spremljalo, kaj se dogaja na tem področju. To je bilo že, dajmo reči, 4 leta nazaj, 5, ne. Ko so videli, da smo prišli s našimi rezultati, z našimi pobudami, tudi idejami, kako bi se zadeve organizirale prav za vključevanje otrok priseljencev v šolski prostor, so nam ponudili tudi drugo možnost in smo se prijavili na razpis, bili tudi uspešni, da smo skupaj z ministrstvom, z nekaterimi akterji prav iz te hiše, pa tudi sredstvi, ki nam jih je ta hiša ponudila, seveda preko evropskih socialnih skladov, smo nadgrajevali prvi model in prišli do nekih dosti zanimivih izkušenj in načinov vključevanja otrok priseljencev. Recimo, naša šola ima danes vključenih 19 otrok, ki so prvo leto v naši šoli. Prihajajo iz različnih koncev Rusije, Ukrajine, Kosovega, Makedonije, Bosne, iz zadnjem obdobja tudi Afganistana in Irana. Imamo pa v drugem letu šolanja otrok priseljencev kar 25 otrok, tako da vsega skupaj imamo 43 takih, ki imajo poseben status, ki zakon tudi ta status, zakonsko pač ta status tudi dodeljuje. No, za te otroke imamo pač nek sistem, ki ga je ministrica prej že omenila, poteka v 2 stopnjah. Najprej je prva stopnja uvajalnica in rečemo mi neka predfaza vključitve v redno in v sprotno delo v razredu in v oddelkih.
v tej prvi fazi se otroci spoznajo z okoljem, v katerega prihajajo, dobijo nekega tutorja, so sprejeti tako, da dobijo eno zaupanje v prostor, v ljudi, ki jih obdajajo, tudi zaupanje v učitelje, ki jih bodo potem kasneje poučevali in se trudimo, da bi v tem uvajalnem obdobju, ki traja teden, morda tudi dva, odvisno od tega, v kakšnem položaju se ti otroci, ki prihajajo iz tujine, nahajajo v smislu znanja jezika, znanja oddaljenosti in pač pripravljenosti, tudi starosti za vstopanje v nove socialne strukture. V tem obdobju se mi trudimo tudi sodelovati s starši. Kar pomeni, da ne delamo samo z otroki priseljencev, ampak skupaj z Ljudsko univerzo, recimo v Kopru, pa tudi na nekih svojih programih, ki jih razvijamo v tej prvem obdobju vključevanja teh otrok, umestimo delo tudi za starše, zlasti za mame, ker to so tiste, ki potem skrbijo za to, da njihov otrok potem naprej nadaljuje šolanje in tako naprej. Imamo tudi primere, kot jih recimo danes vidimo, ko prihajajo tu k nam otroci, ki nimajo staršev, brez spremstva staršev in v tem primeru so zakoniti zastopniki tisti, ki na nek način poskrbijo za to, da se te integracije prve, a pa celo vpisi in te protokoli vpisovanja sprožijo, potem smo pa na nek način mi odgovorni, da te zadeve izpeljemo. Drugi del je pa nekako usmerjen tudi v času nedoločen, lahko to traja mesec, dva, lahko tudi dlje, usmerjen v to, da se v čim večji meri otroci potem vključujejo v pouk redno s svojimi vrstniki in da tu in tam odidejo še nekakšno posebno poučevanje slovenskega jezika ali angleškega jezika, zato da njihovo razumevanje teče nekoliko bolj hitro. Zdaj, če samo na kratko povem, model je zelo enostaven, ampak pomemben. Prvo je obdobje uvajanja tega otroka v nek ambient, v neko novo okolje, v katerem mora dobiti osebo na šoli, lahko sta tudi to dve, lahko je tudi mlajša, ki mu pomaga v tem prvem kontaktu, v tem začetnem integriranju. Potem je pa drugo obdobje, kjer prehaja iz nekega bolj individualnega dela in učenja jezika in spoznavanja kulture kraja in mikroambienta v redno šolsko delo, kjer nastopijo vse kurikularne vsebine različnih predmetov. Ta postopnost nam je v teh 4 letih uspevala, jaz moram reči, da so pri nas zelo uspešni v tem procesu mnogi učitelji in da se je na tem polju ustvarila ena zelo pozitivna klima, uporabljam zelo besedo, ker je temu tako med učitelji, spoznanje, da so ti procesi nekaj naravnega, normalnega in potrebnega, je po moje, kakor lahko ocenim klimo v naši šoli, to zelo pozitivno. Zdaj, drugi projekt, in s tem bi tudi zaključil, ki je trajal 2 leti in še bolj utrdil tak model, je pa vključeval 15 konzorcijskih partnerjev in 64 šol po Sloveniji, med temi nekaj srednjih. Kar pomeni, da smo zadeli s tem modelom kar 20%, mogoče malo manj, da ne bomo zdaj v številkah, ampak velik del slovenskih šol, ne nepomemben del slovenskih šol in kar je še bolj zanimivo, da so bile regijsko razporejene. Mi smo v našem projektu imeli šole iz Primorske, šole iz Dolenjske, šole iz Gorenjske, na Štajerskem koncu in na Notranjskem in Ljubljanskem koncu smo imeli šole vključene, med drugim smo tudi z Goranom skupaj sodelovali v tem projektu. Naša šola je bila sicer strokovno vodeča v projektu, ampak vseh 15 partnerjev, ki so imeli potem še svoje mreže 4-5 šol zraven, so delovali strokovno, kompetentno in avtonomno in smo skupno razvijali ta projekt in ta model. Ki ga je pa zdaj ministrstvo na nek način povzelo kot nekaj, kar je uspešna praksa in kar bi veljalo tudi drugje uporabiti. Lepa, gospod Paloh. Veliko izkušenj imajo tudi na osnovni šoli Livada, gospod ravnatelj, Goran Popovič, izvolite. Ja, tako, jaz bi se veliko stvari strinjal in morda ponovijo zelo podobne zadeve, katere imamo tudi mi na naši šoli.
Morda bi dodal še eno dodatno specifiko naše šole, mi kljub temu, da imamo čez 90% učencev, ki niso iz slovenskih družin, in to že vrsto let, zadnjih 15 let je pri nas takšna sestava. Včeraj smo malo prištevali, koliko imamo različnih državljanstv na naši šoli in smo našteli 28. To pomeni, da smo zelo, zelo specifični glede tega. Še ena dodatna specifičnost je, da mi nismo obmejna šola in mi nimamo prilagojenega kurikula. To pomeni, da delamo absolutno po kurikulu, kateri velja za vse ostale slovenske šole. Tudi mi smo jih sprejeli v zadnjem času, 15 novih učencev imamo, od tega 7 v tem zadnjem valu. Jaz lahko rečem, da smo tudi mi vse te probleme, marsikateri imenujejo, da so problemi, mi nekako preimenovali v izzive. Do sedaj smo jih uspešno reševali, tudi zdaj je to ena nova specifika, s katero se soočamo in priznam, da je to velik izziv, verjamem, da mu bomo kos tudi v tem trenutku. Mi za razliko morda od šole v Kopru imamo še zraven uvajalnice, imamo tudi pripravljalnico. S pomočjo ministrstva dobili smo sistemizirane ure za učenje slovenščine. Mi vsak dan začnemo prvo uro z učenjem slovenskega jezika. Ti učenci so pri nas v tej tako imenovani pripravljalnici lahko celo leto, pa tudi drugo leto. Enostavno učiteljski zbor ocenjuje, kakšna je stopnja njihovega napredka pri slovenščini in če učiteljski zbor odloči, da so popolnoma enakopravni z drugimi učenci, potem jih nekako ne vključujemo več v to pripravljalnico. Tako da mi imamo eno konstantno dvoletno učenje slovenskega jezika vsak dan prvo uro in se to izkazalo kot izjemno koristno. Lahko povem, da se v tej pripravljalnici nahajajo učenci različnih starosti. Imamo dve skupine, heterogene so skupine in nekako je lažje, če se nahajajo med enakimi oziroma med učenci, kateri so istega neznanja slovenskega jezika, lažje spregovorijo in potem tudi kasneje, ko so v svojem razredu, lažje spregovorijo, lažje se vključijo v normalno funkcioniranje. Seveda, socialni status tistih učencev je zelo, zelo prisoten pri delu, ker so tudi onemogočeni pri marsikaterih drugih aktivnostih, katere poskušamo nekako izbalansirati, da niso prikrajšani. Tako da delo je zelo zanimivo. Najlepša hvala. Pa morda še dr. Stanka Dunder-Verlič, kup literature, ste prinesli s sabo, kaj je to? Mogoče bi samo poudarila, da v zadnjem desetletju so bili narejeni osnovni dokumenti v kontekstu vključevanja učencev, priseljencev v izobraževalni sistem Slovenije. Želela bi povedati, da glede na osnovno dokumentacijo, torej osnovno izhodišče šolskega polja je strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov, migrantov v vzgojo in izobraževanje. Na podlagi te strategije so nastale smernice, torej dokument smernice za vključevanje otrok v izobraževalni sistem ter trije projekti, o katerih je govoril že gospod Baloh in v katerega je bil vključen tudi šola katere ravnatelj je gospod Popovič. Torej, prvi projekt je bil že objavljen leta 2008 z naslovom Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov, ki je bil pravzaprav začetek modela, ki ga je gospod Baloh predstavil. Ta model se je nadaljeval potem z drugim projektom, razvijamo medkulturnost kot obliko sobivanja. Poudarila bi pa sedaj še tretji projekt, ki pa je bil ravno tako sofinanciran s strani Evropskega sklada in Ministrstva za šolstvo in ki je poskrbel predvsem za razvoj določenih gradiv za učitelje, ki so otrokom priseljencem za pomoč pri njihovem delu. Ravno kar je pravzaprav so išla gradiva in sicer gre za gradiva, ki so objavljene tudi na spletni strani Zavoda za šolstvo, torej poleg množice ostalih gradiv, ki so učiteljem lahko v pomoč pri delu z omenjenimi otroci, tako na področju poučevanja slovenščine kot drugega jezika, kot na področju vnosa medkulturnega dialoga v izobraževalni prostor. Torej, prvi učbenik, ki bi ga rada predstavila, je učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika in gre za neopismenjene otroke. Medtem ko imamo še dve gradivi in sicer
Gre za učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika, ki je primeren predvsem za otroke druge triade in tretje triade in je na ravni stopnje A1 in tudi na ravni stopnje A2. Torej, kot sem že omenila, vsa gradiva so objavljena. Ta dotična gradiva, ki so nova, so trenutno objavljena oziroma izdana v določenih številih izvodov. Ministrstvo bo poskrbelo, da bo prišlo do vpisa in da bo teh gradiv na razpolago še več, tako da bomo osnovni šolski prostor lahko pravzaprav tako dobro opremili. Mogoče bi poudarila še to, da Ministrstvo za izobraževanje zares konstruktivno sodeluje tudi z drugimi ministrstvi. Tukaj bi izpostavila predvsem sodelovanje, kar se tiče vključevanja oziroma obveščanja o otrocih. Tukaj bi omenila predvsem Ministrstvo za notranje zadeve. Na podlagi teh podatkov je naš osnovni šolski sektor resnično vsakodnevno nekajkrat, pravzaprav na dan, v kontaktu z različnimi šolami, ki pač imajo izkušnje iz tega področja oziroma kateri so potencialni kandidati, kamor bi ti otroci lahko prišli. Najlepša hvala. Zdaj pa verjamem, da je tudi kar še nekaj novinarskih vprašanj. Izvolite. Nataša Lang, imate kakšen podatek, koliko učencev tujcev v osnovni šoli in v srednji šoli? Kar se tiče trenutnega stanja, govorimo o tem migrantskem valu, je v slovenske osnovne šole vključenih 20 otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok beguncev, 36 jih čaka na vpis. V osnovni šoli za odrasle, namreč tudi odrasli, ko prihajajo, jih najprej vključujemo v prvo stopnjo izobraževanja zaradi jezika in seveda razumevanja kulturnega in širšega okolja, je vključenih 17 mladoletnikov, starih nad 15 let. Govorimo o tako imenovani osnovni šoli za odraščajoče oziroma mladostnike in odrasle. En mladoletnik od teh čaka na vpis. Še kakšno vprašanje? Zanima me, če ste na naši lokacijo za otroke brez spremstva in mogoče zdaj v teh napovedih, ki so, da naj bi Slovenija sprejela okrog 500-600 beguncev, mogoče veste, koliko je otrok, ali pa vsaj 40, mislim, da naj bi ljudi prišlo aprila, ne, če se ne motim. Če imate kaj otroci podatki? Kar se tiče te pričakovane kvote, o kateri je bilo tudi včeraj že sporočeno, o kateri smo tudi razpravljali na vladi, težko povemo, kakšno strukturo pričakujemo. Tako da je vnaprej izjemno težko vrednotiti, ali bo tukaj več otrok, mladostnikov, bodo to mladostniki brez spremstva, koliko družin. Kar se tiče iskanja ostalih lokacij, v tem trenutku pa moram reči, da vsak dan intenzivno potekajo pogovori tako z MDDSZ-jem oziroma MNZ-jem in seveda tudi nekaterimi našimi kapacitetami, kjer skušamo pomagati seveda iskanju namestitev. V tem trenutku težko rečem, katera je dokončna, več je možnosti in tukaj moramo delovati sodelovalno, medresorno in seveda tudi iskati predvsem tiste najboljše rešitve, kjer je lahko najhitrejša in tudi najbližja možnost vključevanja do osnovne šole. Morda še Stanka, če dodate. Skratka, kako bo Ministrstvo za izobraževanje imelo informacije, kjer bodo ti otroci nastanjeni, dokler so otroci v kriznih centrih, potem seveda mi sodelujemo s tistimi šolami, ki so v tem območju. Tako. Torej še v kriznih centrih. Tako priporočamo iskanje tistih namestitev, ki so najbližje in nekako najbolj odprte tudi za možnost vključitve, čim hitrejše vključitve potem tudi v osnovnošolski prostor. Torej, če vas prav razumem, slovenski izobraževalni sistem je kot tak odprt za sprejemanje kakršnih koli otrok. V ta dvostopenjski sistem se na vse zadnje lahko vsaka šola vključi. Seveda, lahko se vključi vsaka šola, mogoče še ravnatelja, sem gospod Balog, ki je vodil ta projekt, ki je pripravil nas vse na to. Ja, zdaj, pomoč otrokom priseljencem z dodatnimi urami
pouka slovenskega jezika je že dolga zgodba. To ni od letos, mi smo te stvari že desetletji in več deležni. Razvijanje modelov, nekih posebnih modelov, vključevanja in skrbi za integracijo, za prijetno integracijo, kar je osnovni recimo, cilj naših institucij, je pa v zadnjih letih v razvoju. Prosim? Od 2008? Ja, no, recimo, da se je projektno te zadeve tako peljalo. No. Glejte, ni nobenih razlik, vsaj jaz kot ravnatelj tega zdaj danes in v tem tednu in prejšnjem tednu, kar se ukvarjamo zdaj s temi otroki, ki so prišli iz Afganistana in iz Irana, med njimi ni nobenih razlik od tistih, ki so prišli recimo z Kosovega ali pa pred 2 leti iz Ukrajine. Ravno tako niso znali slovenskega jezika, ravno tako so prišli v novo okolje, v nov ambient, pridobili veliko novih sošolcev, drugačen sistem, drugačno zgodbo kurikuluma, ravno tako nismo vedeli in dobro poznali, čeprav lažje, recimo, ker nam je bližje teh kurikularnih zadev, ki so jih pač oni obravnavali v svojih šolskih sistemih. Tako da tu jaz ne vidim nobenih velikih razlik. Pravi, če pride otrok z Kitajske, kar smo tudi že imeli, in ne zna slovenščine, ali pa če pride z Irana in ne zna slovenščine, in pisava ni sorodna naši in marsikaj kulturnega in gledano iz naše evropske kulture ni sorodno njihovi, ni velikih razlik. Tako da teh primerov v preteklosti je bilo že kar nekaj, smo se z njimi soočali, smo se znašli in zdaj podobno počnemo tudi s temi, ki prihajajo brez spremstva staršev. In morda samo ta je tista najhujša razlika. Jaz bi se mogoče še na prejšnje vprašanje, ki ste ga postavili, malo naslovno v zvezi z bivanjem. Krizni centri niso pravi ambient za bivanje teh otrok. Tudi dijaški domovi niso pravi prostori za bivanje teh otrok. Saj se lahko šolski sistem, naša ministrica in ministrstvo bodo zagotovo poskrbeli, da se bodo tudi v dijaškem domu znašli ali prostovoljci, ali določeni ljudje, ki bodo lahko tem otrokom nudili tisto recimo navidezno družinsko okolje, ki ga rabijo. Sicer so to institucije, zato smo v nekih predhodnih sestankih v teh zadnjem obdobju dosti razmišljali o kakšnih bivanskih skupinah, o kakšnih prostorih, ki bi bili bolj podobni družinskemu bivanju z nekom, ki bi skrbel za manjše skupine otrok, kar pa Slovenija zagotovo prostorsko ima. Imamo mnogo nastanitvenih manjših ambientov, ki so na razpolago in z majhnimi sredstvi bi se dalo te stvari po moje dobro urediti in približati temu otroku tudi je brez spremstva staršev in ga ima samo skrbnik, ker zakoniti zastopnik preda tega otroka, ko pridobi status skrbniku in bi lahko ti otroci malo drugače zaživeli. Mislim, da bi to pripomoglo k integraciji. Sicer pa, ko jih pogledaš in ko vidiš in ko spremljaš odnose med že šolajočimi se otroki in prišliki, temi novimi prispelimi otroki priseljencev, zdaj v tem trenutku beguncev, vidiš čisto normalne otroške odnose, radovednosti, hitre kontakte, ne vem, pogovori o Facebooku, o tem, kako je tam, kako je tu, kje si bil, kaj si počel, koga imaš za prijatelja, kolikor se lahko na začetku sporazumevajo. Tako spontano steče med njimi, da si starejši težko predstavljamo, kako to zgleda. Ko vidiš, razumeš. Nimajo težav, no, vsaj tako bi rekel. Strahovi so drugje, so v nas. Ja. Morda samo dodam, da v šoli imamo 2 otroka, katera sta brez spremstva in isto velja pri nas, tukaj razlike ni. Razlike so v glavah nas odraslih. In če se že mi pohvalimo, da na naših šolah imamo dobre uspehe glede na to specifiko tih drugačnih učencev, jaz moram poudariti, da je predvsem zasluga tega, da so kolektivi očitno tako naravnani in da se predvsem da v ospredje, da so to otroci. In velikokrat sem se v zadnjem času pohecal, da kot obstaja za zdravnike ta Hipokratova prisega, da bi morala tudi za učitelje
obstajati ena podobna, kjer bi otroci v vsakemu primeru bili v prvem planu in da jih ne smemo nikako razlikovati. Včeraj smo, eto sam iz prakse, včeraj smo upisali 2 učenca iz Pakistana, smo jih za njih je to cirkus, za njih je to nekaj novega. Vsi naši učenci so jim odgovorili z isto takim mahanjem. Oni so drugačni od dosedanjih, ampak samo zaradi določenih specifik. Otrok je otrok. To je eno nedožno bitje, katero ni odgovorno za to, kar se mu je zgodilo. Ziher, da jih noben ni vprašal in tudi, če bi jih vprašal, zagotovo ne bi želeli zapustiti svoje domove. Morda še en primer iz prakse, imamo fanta iz Kazahstana, kateri je danes jezen na svojo mamo, ker ga je pripeljala tukaj, kje je. To pomeni, da on si ni želel tega, kar se mu je zgodilo, in če je lepo sprejet, potem se bo hitro navadil tudi na novo sredino. Hvala lepa. Lahko še samo skočim, rekli ste, da imate 2 otroka brez spremstva, kje pa sta nastanjena? V kriznem centru sta 2. Prostovoljci jih peljajo do šole in jih vzamejo nazaj. Pri nas je podobno, ne? Pa se bosta preselila, kako bolj, prej smo govorili, da to ni primerno okolje načrtovano? Zdaj se dela na tem, da se poišče ustrezen prostor, samo da ne bi preveč zgubljali od pouka, ker bivanje v kriznem centru zagotovo ni Čim zaželjeno. hitreje se otroke vključi v širše okolje, v kulturno srednjo, v sobivanje, sovrstniki, ko je le najprej mogoče. Tudi pri obravnavah statusa imajo otroci in mladoletniki brez spremstva seveda prednost. Mogoče bi samo kot pojasnilo, da ne bi zvenelo, da se je vključevanje otrok, učencev in dijakov priseljencev začelo šele z omenjenimi projekti. Ministrstvo za izobraževanje namreč že od 90-ih let dalje šolam omogoča dodatne strokovne pomoči za učenje slovenščine. In ta oblika, ki smo ga predstavili, ta model je na podlagi omenjenih ur organizacijska oblika izvajanja tega pouka. In v tem kontekstu ministrstvo to priporoča in še naprej, kot smo že omenili, skladno z tem, kar je bilo že od 90-ih let dalje, zagotavlja omenjeno ure. Jaz mislim, če smem še besedo. Sonja Meljak dela. Jaz bi samo najbolj vprašala, ker zaenkrat so ti otroci brez spremstva nameščeni v kriznih centrih po državi, ne? Ampak iz kriznih centrov prihajajo opozorila, da ni neke sistematske urejenosti povezave, da je vse prepuščeno njihovi improvizaciji, recimo, ne? Omenili ste, da se že sodeluje medresorsko, ampak oni nekako tega sodelovanja še ne čutijo. A se bo tlele kaj spremenilo in kdaj približno? Jaz bi povedala, da trenutno je v kriznih centrih nameščenih 9 otrok, od katerih je trenutno 4 že vpisanih v osnovne šole, medtem ko 5 omenjenih otrok še čaka na vpis. Torej, kot sem že omenila, za njih bo poskrbljeno seveda na veliko kvalitetnejši način, ko se bo našla destinacija oziroma prostor, kjer bodo otroci imeli boljše pogoje za bivanje in potem vključevanje v sam sistem. Mogoče, če dopolnim, tukaj Ministrstvo za izobraževanje predvsem svetuje, v kateri okoliš, na kakšen način, seveda pa potem domena drugih resorjev, da najdejo in dejansko tudi organizirajo končno namestitev. Zato se tudi preverja vrsta lokacij, da se lahko v resnici izbere nekaj, kar je lahko tudi za dolgotrajnejšo namestitev otroka primerno. Vse ravno to sem želel povedati, da je Ministrstvo za delo tisto, ki bi morda znalo tu znotraj tega malo boljše skoordinirati. Bi moralo. No. Naš šolski sistem, naša šolska zgodba funkcionira zagotovo, ker je funkcionirala že v preteklih letih in tudi danes smo pripravljeni na te zadeve. Zagotovo ne nikoli preveč zadosti dobro, tako da jih je potrebno še razvijati in si obetamo tudi novih pobud strani ministrstva v teh projektih razvojnih, da se pride še do boljših zaključkov ali pa še do boljših modelov delovanja. Medtem ko ta nastanitveni del pa ni stvar po mojem ministrstva za šolstvo. Drži, smo pa že v pripravah za nov projekt, predvsem za opolnomočenje učiteljev na področju
rečem, strokovnega vedenja, znanja, razvoja kompetenc v medkulturnosti in seveda tudi v sprejemanju otrok, ki prihajajo zdaj v tem obdobju iz migrantskega vala oziroma begunskega vala. Tudi na ravni Evropske unije vrsta projektov skozi Erasmus+, skozi CME+, imamo že razpisane oziroma pripravljene predloge vključevanja. Tudi Evropska unija je tista, ki to še posebej pospešuje, sem že večkrat omenila, tudi na svetu ministrov se pripravljajo novi instrumenti, pripravljamo se sistematično, pričakujemo seveda te priprave ne le zato, da v tem trenutku odreagiramo, ampak da sistemsko vključujemo nova znanja, nova vedenja tudi za prihodnja leta.